Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Morate se odločiti, da boste vsako področje svojega življenja predali Gospodu. Vaša usta, vaše misli, vaša ušesa, to, kar želite slišati, vaše oči, to, kar ste pripravljeni videti, vašo zabavo, družabno življenje, prijateljstva, kako se oblačite, željo po hrani, finance. Spreobrniti se moramo k večji svetosti. To ne pomeni, da se samo rigorozno oklepate zakonov. To ne pomeni, da ne morete ničesar storiti. To ne pomeni, da se ne smete nikoli razvedriti. V Kristusu imamo veliko veselja in svobode. Imamo čudovito lepoto svobode. Pavel je rekel, vse stvari so mi dovoljene, vendar niso vse stvari najbolj koristne. Bog nam je ustvaril svobodno voljo in tu so mnoge stvari, s katerimi lahko živite in vas ne bodo pripeljale v pekel, vendar pa vam bodo preprečile, da bi živeli zmagovito življenje tu na zemlji. Ali ste me slišali? Ponovno bom povedala, mnoge stvari so, ki jih lahko počnete in ne boste prišli v pekel. Vendar bo to onemogočilo vaše pričevanje. Mogoče boste za Boga nekoristni, ker pravi, da bi morali biti mi voljna posoda za uporabo Gospodarju. Bog nas mora posvetiti, da lahko delamo zanj. Bog pa ne posvečuje mesa. Nikoli ne nanese posvečenega olja na mesenost. Zelo lahko je reči, da se nečemu posvetimo. Jaz se lahko ustavim prav sedaj, da bi imeli obred izročitve. Tukaj bi se ljudje lahko sklanjali in vpili in mi bi lahko polagali roke na njihove glave, ki so že čisto brez las. Vsakdo izmed njih bi ležal na tleh in vi bi šli domov in si mislili, tu se je izkazala slava. Naj vam povem, kje želim videti slavo. Želim videti slavo v vaših domovih. Želim jo videti, ko greste domov. Amen. Prav sedaj nekateri izmed vas poznajo čisto določeno področje, ki ni všeč Bogu. Bog že deluje na tem področju. Kar on dela je, da me je poslal k vam, da bi za vas bila še ena potrditev. Saj ne, da ne bi imeli nobene druge, vendar sem v tem trenutku jaz kakor še ena potrditev za vas. Mi smo veliko bolj izobraženi, kakor pa pokorni. Kolikokrat moramo slišati, da moramo odpuščati svojim sovražnikom, preden to tudi zares storimo? Veliko lažje je reči amen tukaj, kakor pa iti domov in ga privleči na dan. Vendar verjamem, da boste danes prejeli sporočilo in se boste naučili končati to, kar ste začeli. Nekaj čudovitih primerov je v Svetem pismu. Najprej Hebrejci 6. poglavje 10. in 11. vrstica. Sveto pismo pravi, da je hrepenenje Boga, da mi vztrajamo do konca. Želimo pa, da vsak izmed vas pokaže isto vnemo za popolnost upanja do konca. Vidite, mi smo začeli in smo sedaj nekje na sredi, nato pa smo omahnili. Zato potrebujemo resno željo, da bi se na koncu lahko veselili svojih sanj. Nekoč je neka žena prišla k meni in me prosila, da bi molila zanjo, da bi izgubila nekoliko teže. Komaj sem se dotaknila, sem že imela vizijo nje kot osebe, ki napravi odločitev. Začne, potem pa se obrne okrog in si bo poiskala nekje drugje neko drugo molitev. Zopet bo potem začela, pa bo to opustila, obupala in si poiskala neko drugo molitev. Tako zapravlja leta in leta. Dajte no, nekomu govorim. Rekla sem, da nekomu govorim.
Vidite, prav tukaj je težko. In to je tisto področje, skozi katerega morate priti. Vi lahko pridete ven na drugi strani zmagovito. Prosim, zapomnite si, da tega nikdar ne počnete sami. Vsakdo, ki bo rekel Bogu, s tabo bom šel vso pot. Naj vam nekaj povem, Bog že hodi z vami. Veste, kdaj čutim Božje posvečenje, da delam to, kar delam? Ko stopim sem naprej. Tega ne čutim prej. Če boste samo čakali na trenutek, da boste čutili pravo stvar. No, tako stvari pač ne delujejo. Veste, Sveto pismo je polno ljudi, ki so ves čas hodili z Bogom. Zelo malo je takih, o katerih malo berete in potem se nekaj zgodi in se nekako izgubijo, ter nikoli več ne boste slišali nič o njih. Vendar Ana, na primer, je bila žena, ki ni mogla roditi. In ona je molila in molila, da bi ji Bog podaril otroka. Rekla je Bogu: če me boš blagoslovil in podaril otroka, ti ga bom darovala, da bo služil tebi vse dni svojega življenja. In ko je ona darovala svojega otroka nazaj Bogu, to ni bilo tako, kot delamo mi, ko prinesemo dojenčke k Bogu in jih potem vzamemo domov ter delamo z njimi, kar hočemo, skrbimo zanje. Ko se je ona odločila darovati tega otroka Bogu, to pomeni, ko je prosila zanj, ga je morala darovati templju. To je tudi kraj, kjer bi otrok živel preostanek življenja v duhovniški službi. Čudovito je, ko to prebirate. Kako je čakala, da je nehala dojiti. Nato je ob dnevu, ko bi ga morala nesti, odšla govoriti s prerokom in je rekla: jaz sem tista ženska, ki je stala pred tem oltarjem in sem molila k Bogu, da bi mi naklonil tega otroka. Kot sem obljubila, sem sedaj prišla, da ga dam nazaj Gospodu. Če bi se ljudje držali svojih obljub, če bi le držali svojo besedo, v današnjem svetu potrebujemo integriteto, mi potrebujemo ljudi, ki bodo rekli, kaj bodo storili in storili natančno to, kar so rekli. V današnji družbi je takšno pomanjkanje tega. Naj vam nekaj povem, tudi v cerkvi. Grešniki se ne poboljšajo. Če bo kdorkoli prebudil ta svet, bomo to morali biti mi. Mi moramo iti ven, postati luč, ki sveti v temi, zvezde in snop svetlikajoče svetlobe v temnem svetu. Moramo spodbuditi vsako posamezno osebo, ki se ima za kristjana, da začne živeti to življenje na zunaj v okolju, kjer bo napravil spremembo. Ljudje ne posvečajo toliko pozornosti temu, kar mi pravimo, vendar pa posvečajo pozornost temu, kar mi delamo. Poglejmo v apostolska dela 5. poglavje. Ali kdo izmed vas danes čuti, da se notranjosti nekaj premika? Pravzaprav bom začela z zadnjima 2 vrsticama iz 4. poglavja. Tudi Jožef, Levit, po rodu iz Cipra. Kar je še posebej zanimivo, mi imamo sedaj nov urad na Cipru. Pravzaprav od tam oddajamo TV signal za Bližnji vzhod. Torej, Jožef, Levit, po rodu iz Cipra, ki so ga apostoli klicali Barnaba, kar v prevodu pomeni sin tolažbe, je prodal svojo njivo in prinesel denar ter ga položil k nogam apostolov. Veste kaj? Jaz ne vem, mogoče je to, da ko je to storil, so ljudje govorili: o, to je čudovito, Jožef, ti si velik človek, aleluja. Nato sta Ananija in Safira videla, kaj se dogaja in sta rekla: imava njivo, prodala bova in tudi prinesla denar. Veste, včasih naredimo obvezo v mesu, kar ni niti to, kar nam je Bog postavil v naše srce. Vendar veste kaj? Verjamem, da če naredimo obljubo, tudi ko bi morali molčati, Bog pričakuje, da držimo svojo besedo, da izpolnimo obljubljeno. Če ne, je najslabše, kar lahko storite, da greste nazaj in rečete: veš kaj, deloval sem popolnoma po mesu, sploh nisem poslušal Boga, nisem niti molil o tem, sedaj te prosim, da mi to spregledaš.
Velikokrat pa nočemo storiti niti tega, ampak samo ignoriramo. In na to ne zgleda dobro. Toda mož po imenu Ananija je z ženo Safiro prodal posestvo in si pridržal nekaj izkupička in njegova žena je vedela za to. Drugi del pa je prinesel in ga položil k nogam apostolov. Peter pa mu je rekel: Ananija, zakaj je Satan napolnil tvoje srce? Poglejte, ko ne držimo svojih obljub, je to zato, ker je Satan napolnil naše srce z nečim. Da si lagal Svetemu Duhu in si pridržal del izkupička od zemljišča. Če ga ne bi prodal, ali ne bi imetje ostalo tvoje, in ko si ga prodal, ali ti ni bil denar na voljo, zakaj si v srcu sklenil takšno dejanje? On ne bi smel reči: jaz vse dajem. On bi lahko prodal in rekel: da bom del od tega. Vso sporočilo se nanaša na to, da ni držal besede. Ni držal svoje obljube. Sporočilo je, da se ne drži tega, kar je rekel, da bo storil. Da ne konča tega, kar je začel. Kako moreš imeti takšno srce, da storiš takšno dejanje? Ti nisi enostavno lagal človeku, da si se kazal v drugi luči in si s tem goljufal, ampak si lagal Bogu. 5. vrstica, ko je Ananija slišal te besede, se je zgrudil in izdihnil. Veste, to je zelo resno. Jaz se hočem za trenutek ustaviti pri tem, ker vam bom pokazala vzporednice. Torej, on je padel na tla in umrl. In velika groza je navdala vse, ki so to slišali. 6. vrstica. Pristopili so mladeniči, ga pokrili, odnesli in pokopali. Minile so kake 3 ure in prišla njegova žena, ki ni vedela, kaj se je zgodilo. Peter jo je ogovoril: povej mi, ali sta res za toliko prodala zemljišče? In rekla je: da, za toliko. Peter je dejal: zakaj sta se domenila, da preizkusita Gospodovega duha? Glej, koraki teh, ki so pokopali tvojega moža, so že pri vratih. Tudi tebe bodo odnesli. In pri priči se je tudi ona zgrudila k njegovim nogam in izdihnila. Ali ni to spodbudno sporočilo za danes? Samo pomislite, predavanje je skoraj končano in lahko vas pošljem domov s takšnimi mislimi. Vstopili so mladeniči in jo našli mrtvo. Odnesli so jo in pokopali poleg njenega moža. Glejte sedaj to. In velika groza je obšla vso cerkev in vse, ki so to slišali. Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi in vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču. Videli ste, da sta Ananija in Safira umrla, ker sta lagala, vendar vidite tudi, da so se dogajale čudovite stvari, znamenja in veliki čudeži. Neverjetni čudeži so se dogajali v cerkvi in ljudje so se pridruževali cerkvi vsak dan tisoči in tisoči. Če se morda sprašujete, kam so odšli danes vsi čudeži? Dajte no, vi ste pametnejši. Mogoče mi nujno potrebujemo pot nazaj k svetosti in bi morali imeti nekoliko več Božjega strahu. Z možem Davidom sva prav o tem govorila prejšnji teden. Prav to stvar. Oba sva čutila, da je nekoliko preveč razpuščenosti v cerkvi. Da smo preveč lahkotni. Bog je naš kolega, naš prijatelj, vendar je on tudi vsemogočni Bog. Sveti Bog, pravičen Bog. Bog zakonitosti. In mi ne bi smeli imeti nepravega strahu pred Bogom, vendar bi morali vedeti, da Bog misli to, kar reče. Ni narobe, če imamo pravi, spoštljiv strah pred Bogom. Ko bomo storili, se bodo stvari spremenile. Tudi samo nekaj neotesanega obnašanja, ki ga imamo. Veste, to ni namenjeno, da bi sedaj prizadela občutke nekoga ali da bi kogarkoli spravila v zadrego. Vendar je zelo podobno koncu bogoslužja, ko je duhovnik poklical ljudi k oltarju, da bi predali svoje življenje Gospodu. In edina stvar, s katero se ukvarja 20% ljudi, je, kako čim prej priti ven ter dobiti avto iz parkirišča, da si bodo lahko kupili hamburger.
Mislim, a se vam res tako zelo mudi, da morate biti grobi do svetega duha in morda zmotite nekoga, ki je ves zgubljen in na poti v pekel, ko ga sveti duh poskuša opomniti? Vi ne bi smeli slišati teh stvari, kajti vsak, ki je resnično ponovno rojen, ve v duhu, da ko samo pomisli na kaj takega, da to ni prav. Veste, Jožef je bil posvečena oseba in on ni izgubil svojega posvečanja po vseh mogočih preizkušnjah in preganjanjih in je končal kakor drugi mož po veljavi v celotnem egipčanskem narodu. Naj vam nekaj povem. Prišel bo dan plačila. Dan plačila bo prišel, vendar ko bo prišel dan plačila od Boga, Estera je imela svoj načrt, bila je mlado dekle. Ne vem, kaj Estera je imela v načrtu, vendar pa gotovo ni načrtovala biti v haremu kraljeve palače. Prosili so jo, da preda svoje življenje na nitko, vendar ker je sama sebe darovala, je s tem rešila celotno ljudstvo. Vi nimate niti najmanjše ideje, kaj lahko Bog z vami napravi. V tem zadnjem trenutku, kar mi je še preostalo zapovedati, je, da vam hočem povedati o tistem področju posvetitve, ki mislim, da koristi nam vsem in spostavi naš ugled pred Bogom. Veste, naš ugled je, kar si ljudje mislijo o nas. To je njihovo mišljenje. In mi smo vse preveč preobremenjeni, kaj si ljudje mislijo. V naši družbi je to skoraj kot bolezen. Vsakdo hoče, da ga imajo ljudje radi. O tem ni nobenega dvoma, vendar vam jaz lahko prav sedaj povem, da vas vsi ne bodo nikoli imeli radi. Ni važno, kaj storite. Vsakemu ne bo všeč vaša frizura, ne bo jim všeč vaša nova obleka, niti jim ne bo všeč vaš nov avtomobil. Vsem ni všeč vaša osebnost. Mislim, da ne boste nikoli všeč vsakemu. Hvala Bogu. Mnogim ljudem boste všeč, vendar ne vsem. Vi se morate naučiti, kako preizkusiti nekatere zavrnitve v svojem življenju, se jih otresti in iti naprej z Bogom. Prav sedaj prebiram knjigo pisatelja Tozerja. Seveda je napisal knjigo pred davnimi leti in tudi tedaj so imeli prav iste težave v cerkvi. Rekel je, kar imamo v cerkvi, je mrtvo spoštovanje. Sredi tega kristjani niso najbolj spoštovani od sveta, pa čeprav bi morali biti. Čeprav nas ne marajo ali nam ne želijo biti podobni, bi nas morali spoštovati. Edini način, da bodo to storili, je, če bomo mi živeli življenje, v katerem pravimo, da vanj verujemo. Mi moramo živeti življenje, za katerega pravimo, da vanj verujemo. Veste, apostol Pavel pravi Galačanom 1:10, da če bi on poskušal biti priljubljen pri ljudeh, ne bi bil apostol Jezusa Kristusa. Ali se zavedate, da če ste priljubljeni pri ljudeh in poskušate ohraniti svoje vezi, lahko izgubite Božji načrt za vaše življenje? Ali to veste? Gotova sem, da je Noe izgubil ugled, ko je gradil svojo barko. Kaj si mislite? Stavim, da Abraham ni imel zelo dobrega ugleda, ko je zapustil svoje sorodnike. Vse, ki jih je poznal, jih zapustil in rekel, Bog me kliče. Dobro, vendar kam greš, Abraham? No, ne vem, Bog mi je samo rekel, pojdi in jaz ti bom pokazal. Kaj? Ti butec. Dajte no. Jezus ni imel dobrega ugleda, vendar pismo Filipljanom 2:7 pravi, sam sebe izpraznil. On je šel naprej in ponovno z vsem začel znova. Njegovi bratje so mislili, da je nor, ljudje so mislili, da je zmešan, vendar je on ostal samo osredotočen in je samo delal naprej. Ne znam vam niti povedati, kaj vse sem prestala, ko me je Bog prvič poklical v duhovno službo pred 35 leti.
Mislim, to je bil zelo težek čas, samoten čas. Davidu sem rekla pred 2 tednoma, veš kaj, nimam niti najmanjše ideje, kako sem prišla od tam, kjer sem bila. Ne vem, kako sem uspela priti čez vso to kramo, ki se je valila proti meni. Vzela sem le en dan naenkrat in sem ga sprejela z Božjo pomočjo. Ena stvar, ki sem jo imela, naj končam, ena stvar, ki sem jo imela, je ta, ne bom odnehala. Mislim, je skoraj tako kot predati se, ne morem čisto dobro razumeti. Ne bom prenehala in ne bom odnehala. Vem, da mi je Bog podaril veliko milosti. Mene ne bi bilo tukaj brez njega, vendar vam lahko povem, da vsakdo lahko odneha. Zato ne potrebujete nobenega talenta ali kakšne pomoči od Boga. Vsakdo lahko preneha. Naslednjič, ko bi vi rekli, dobro, jaz bom prenehal, se bom predal, se boste samo obrnili naokrog in se brcnili v ta zadnjo. Kajti prav tega ne bi smel nihče nikoli storiti. Če nimate nobenega drugega pričevanja, imejte vsaj to, jaz sem še vedno tukaj. Amen. Jaz sem še vedno tukaj. Ni važno, kaj bo hudič napletel proti meni, jaz sem še vedno tukaj. Veste, kaj vam povem? Raje imam Boga za svojega prijatelja, kot pa 1000 mlačnih, narejenih, hinavskih šarlatanov, ki bi postali moji prijatelji samo pod pogojem, da bi me lahko nadzorovali, upravljali z mano in da bi jaz delala to, kar oni hočejo, da počnem. Ali me boste ljubili takšno, kot sem, ali pa me sploh ne rabite imeti radi. Amen. Ko sem se danes pripravljala na predavanje, verjamem, da je to najvažnejša stvar, ki mi jo je Bog hotel pokazati. Nekateri izmed vas ne boste nikoli končali tega, kar Bog hoče, da končate v svojem življenju, če ne položite svojega ugleda na oltar. Jaz vam lahko prav sedaj povem, da bo za vas zelo preprosto, če se strinjate tukaj z mano. Vendar pa boste preizkušeni. Vse, kar je česa vredno, mora iti skozi preizkušnjo. Naj vam nekaj povem, Bog vas preizkuša, da bi mogli biti kakor čisto zlato. Poslušajte me sedaj. Vi ne boste končali, kar vam pravi Bog, če se preveč ozirate na to, kar si mislijo ljudje. Vi boste vedno spreminjali svoje odločitve, da bi jih osrečili. Razen, če ne mislijo, da nimate prav, ali da ste nori ali čudni. Koliko izmed vas je mnenja, da je to resnična težava, ko smo mi sami tako zaskrbljeni o mišljenju drugih ljudi? In mislim, to je velik, ogromen problem. Lahko se ozrem nazaj na mojo duhovno službo in lahko vidim, da vsakič, ko je Bog hotel storiti kaj večjega v mojem življenju, kakor na primer takrat, ko me je poklical v duhovno službo, ne boste verjeli, kakšno nasprotovanje sem doživela, ko sem poskušala imeti svetopisemski krožek pri sebi doma. Bilo je neverjetno. Bilo je, kot da so prišli na plan vsi hudiči iz pekla. Veste, da sovražnik deluje po ljudeh. Včasih tudi po božjih ljudeh. Ali oni naj bi vsaj bili božji. Vendar pazite, preden pokažete s prstom na premnoge, se samo spomnite, da smo včasih tudi mi sami njegovo orodje. Amen. To neodobravanje je bilo zame tako težko, tako boleče. Spominjam se nekoč, ko sem še bila v zgodnjih 30-ih in me je Bog navdihnil z duhom ter me poklical k pridiganju. Poslušala sem CD na temo pravičnosti. Bila sem tako navdušena.
Sama misel biti v pravem odnosu z Bogom je bilo več, kot sem lahko prenesla, kajti vse svoje življenje sem se počutila krivo, bilo me je sram in sem se imela za obsojena in manj vredna. Vsi ti ljudje so mi nasprotovali, prijatelji so se me izogibali in posmehovali ter mi govorili, da sem neumna, kdo pa si misliš, da si in takšne stvari. Poskušam vztrajati na teh majhnih sanjah in svoji viziji. Nič nisem vedela o sanjah in viziji, s katero bi začela. Verjetno sem si že sama mislila, da sem neumna, upala sem, da nisem. Spominjam se, ko sem v kuhinji zlezla na kolena in sem imela v rokah predavanje o pravičnosti. Rekla sem, Bog, popolnoma ne razumem tega, vendar vem, da poskušaš narediti nekaj v mojem življenju. Če izgubim vse prijatelje in bo vsakdo mislil, da sem popolnoma zmešana, bom še vedno ostala s teboj. In to sem morala storiti večkrat. Mislim, da okrog 4-krat, ko so zame bili zares veliki trenutki, težki trenutki, ko sem doživela nasprotovanje od ljudi, katere sem resnično imela za svoje prijatelje. Zelo boleče je, ko mislite, da so vaši prijatelji in potem ugotovite, da to niso. Verjetno to je ena izmed najbolj bolečih stvari na svetu. Vendar sem še vedno tu. Amen. Nikamor ne bom šla. Aleluja. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname, predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.